Lepo pozdravljeni. September je tu in spet smo nazaj. V ponedeljek se je okoli 190 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč dijakov vrnilo v šolske klopi. Starši skoraj 20 tisoč prvošolčkov so ponosno pospremili svoje otroke v šolo. Med srednješolci, ki so se vpisali v prvi letnik, jih je bilo okoli 25 tisoč. Poglejmo, kakšne novosti prinaša novo šolsko leto za šolarje in kaj se je dogajalo ta teden doma in po svetu. Od 1. septembra v osnovnih šolah velja novela zakona, ki učencem omejuje uporabo elektronskih naprav. Pri vzgojnem opominu bodo odslej natančneje določali pogoje. Romski učenci bodo dobili posebno podporo, otroci s posebnimi potrebami pa se bodo po novem lahko izobraževali na domu tudi med šolskim letom. Na 20. Blejskem strateškem forumu, ki je potekal v ponedeljek in torek, so se voditelji in predstavniki 94 držav pogovarjali o prihodnosti Evrope v svetu velikih sil. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je s predsedniki Estonije, Češke in Črne gore soglašala, da mora Evropska unija delovati enotno, medtem ko so mnenja glede Ukrajine in Gaze ostala deljena. Na forumu so obravnavali tudi vprašanja vojne, humanitarnih kriz in evropske vojaške moči. Poudarili pa so spoštovanje demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. Po ocenah ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon je bil to najtežji forum doslej zaradi zahtevnih vsebinskih razprav in globalnih kriz. Opozicijski stranki SDS in NSI sta lani septembra vložili ovadbo zoper predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ker ni sklicala izredne seje Državnega zbora, ki jo je zahtevalo 23 poslank in poslancev, s čimer je po njihovem mnenju onemogočala parlamentarno preiskavo delovanja podjetij v slovenski energetiki. Ovadba je bila zavržena, ker pristojni organi niso ugotovili kaznivega dejanja. Predsednica je pojasnila, da je tak razplet pričakovala in da gre za politično motivirano ovadbo, ki je povzročila škodo instituciji in državljanom. Na izredni seji Državnega zbora so poslanci z 48 glasovi za in s 23 glasovi proti sprejeli novi zakon o medijih. Zakon prvič uvaja državne pomoči za medije, prinaša večji pregled nad lastništvom in omejuje možnost, da bi malo lastnikov obvladovalo preveč medijev. Ministrica Asta Vrečko je poudarila, da bo novi zakon krepil neodvisnost in zaščito novinarjev. Koalicija novi zakon podpira kot sodobnega in potrebnega, opozicija pa ga kritizira kot nejasnega in politično pristranskega. Poslanci so potrdili tudi finančno podporo za digitalni razvoj medijev in podaljšali rok za oceno lastniške moči, zavrnili pa so predlog SDS za dodatno zbiranje podatkov o medijih. Slovenska vlada je včeraj razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnikom dovoljeval nošenje orožja na letališču v Ljubljani. Zaradi razmer v Gazi in napetih odnosov z Izraelom je vlada dobila kritike strani več kot 20 nevladnih organizacij skupaj s koalicijsko levico.
Včerajšnja odločitev je le eden od več ukrepov proti Izraelu zaradi kršitev človekovih pravic. Slovenija je že julija kot prva v Evropi prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Predtem pa je za nezaželeni osebi razglasila izraelska skrajna ministra Itamarja Ben Gvira in Becalela Smotriča. V sredo je na vseslovenskem festivalu nevladnih organizacij Lupa na stojnicah na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici v Ljubljani svoje dejavnosti predstavilo okrog 120 nevladnih organizacij. Med njimi tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Številni obiskovalci so se ustavili pri stojnici, kjer so lahko izvedeli veliko o gluhoti in naglušnosti, o tinitusu in slovenskem znakovnem jeziku. Razveselili so se tudi gluhega lisjačka in njegove tolmačke. Na prvi šolski dan so v zagrebški mestni upravi prejeli obvestilo o domnevno podtaknjenih bombah. Ena naj bi bila v pisarni župana Tomislava Tomaševiča, druga v pisarni urada za upravljanje z mestnim premoženjem. Del osebja so takoj evakuirali. Policija je preiskala prostore in ugotovila, da je bilo obvestilo lažno. V sredo ob 18. uri se je v Lizboni na Portugalskem iztirila znamenita 130 let stara vzpenjača Gloria, priljubljena turistična atrakcija. Po zadnjih podatkih je umrlo 16 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Med žrtvami so bili tudi tujci. Druge podrobnosti zaenkrat niso znane, prav tako ne vzrok nesreče. Portugalska vlada je četrtek razglasila za dan žalovanja. Starša iz Kalifornije sta tožila podjetje OpenAI, ker naj bi njun sin s pomočjo ChatGPT-ja dobil navodila za samomor in ga nato storil. V podjetjih priznavajo, da se je robot v občutljivih pogovorih odzival neustrezno, saj pri daljših izmenjavah varnostni mehanizmi odpovejo. Napovedujejo, da bodo v nekaj mesecih uvedli starševski nadzor. Starši bodo svoj račun lahko povezali z računom otroka, nastavili pravila uporabe in izključili nekatere funkcije. Obenem bodo obveščeni, če bo sistem zaznal, da je otrok v hudi stiski. V 92. letu starosti je v družinskem krogu po dlje časa trajajočih zdravstvenih težavah umrl legendarni italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani. Pogreb bo potekal v zasebnem krogu. Oboževalci pa se bodo modni ikoni lahko poklonili konec tedna v Milanu v Italiji. V Milanu so v ponedeljek razglasili za dan žalovanja. V soboto 30. avgusta je v Kostanjevici na Krki potekalo državno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki. Pri ženskah sta postali državni prvakinji v dvojicah Jelena Bolšedonova in Saša Štor iz Dozis, Dolenjske in Bele krajine. Pri moških pa sta bila državna prvaka Tomi Strel in Uroš Prinčič iz DGN Severne Primorske. Pri mešanih dvojicah sta prvo mesto osvojila Aleš Škof in Saša Štor in Dozis, Dolenjske in Bele krajine. Košarkarji Slovenije so zabeležili tretjo zmago v predtekmovanju Evropskega prvenstva in se bodo v osmino finala v Latvijo podali kot tretja reprezentanca iz Katovic.
V osmini finala Slovence čaka Italija v nedeljo ob 17:30. V torek 16. septembra bo ob 17. uri v Kinodvoru srečanje gluhih in naglušnih. V mali dvorani bodo prikazani odlomki 3 slovenskih filmov s podnapisi. Sledil bo pogovor o tem, kakšne podnapise si želijo gledalci z izgubo sluha. Pogovor bosta vodili Špela Rutar in tolmačka Natalija Bukovec. Tolmačila bo Natalija Spark. Svojo udeležbo sporočite na e-naslov ziva.jurancic@kinodvor.org do četrtka 11. septembra. Ponoči bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del notranjosti. Zapihal bo veter severnih smeri. Na Primorskem, kjer bo ostalo suho, šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija, jutri bo na Primorskem sončno s šibko burjo, drugod bo sprva pretežno oblačno, rahel dež na jugovzhodu bo ponehal. Čez dan se bo postopoma razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Zdaj na vrsti kretnja tedna, ki je atrakcija. Kreta se takole. Atrakcija pomeni nekaj, kar privlači, vzbuja pozornost, privlačnost, zanimivost. To je bilo za danes vse. Z vami bomo spet prihodnji teden. Do takrat se imejte lepo. Nasvidenje.